Smo v živo, danes, kot ste slišali v napovedniku, z mano Puži za 2 uja. Tako da mi bomo kar začela. Če imate kakšno vprašanje za njega, pošljite, mora biti cifra v opisu. Tako da najprej povej, ko si. V redu, super, hvala za vabilo, Anže. Okay. Povej, za vse gledalce imate kakšno posebno akcijo, da se jih napele v A2U? Pri nas poznajo že potem, da so akcije skozi. V bistvu, če pa ni akcija, pa naredimo. No. Tako da je. Ja. Jaz se še zahvalim Velobaru, ki je sponzor podcasta, tako da ta kava, ki jo pijeva iz Velobara. Tako da hvala. Vsako sredo imajo tam so runde, tako da če koga zanima, se lahko pride malo podružiti, odpeljati 5-6 km, začnejo se v 5, tako da dobrodošli. Pri nas pa je nekaj novega. Naslednji teden bo nova spletna stran, tako da za vse, ki se še niste prijavili na mailing listo, se prijavite, ki bo full enih akcij, tako da prvih 24 ur, ko bo spletna stran live, bomo imeli, ja, bo kar nekaj zanimivih stvari, tako da če koga kaj zanima, pač se prijavite. Ja, gre zdaj začeti. Najbolj povej, kako si, kakšen je teden, nova štacuna? Nova štacuna počas spravljamo v nek normalen tok trgovina. No. Je bilo kar naporno. Smo si zadali tak zelo kar konkreten cilj, v kolikem času bomo tale prostor opremali, tako da res, saj zame zadnje tiste, kar smo prevzeli prostor sredina januarja do odprtja, konc marca, ja, kar naporno, od jutra do večera akcija skozi. Sklajevanja, risanja, projekti, premikanja, ideje. Ste sami vse? Vse sami. To je v bistvu že trgovina na Viču, to je nekako moja filozofija, no, da če neke energije, ideje vložiš v prostor, ga tudi drugače spoštuješ, sprejmeš, tako da je vedno tako, da moraš malo svojih rok dati, svojih idej. Ja, sem dizajner, bi pa lahko enega... Je bil. Aha, je bil. Ok, sem mislil, da ste čisto vse... Ne. Ampak ja, osnovna ideja je v bistvu moja, naša, kakorkoli. No. Ok. Se bo še vrnila na štacuno. Jaz sem za vsakega na začetku pripravljenih par takih zelo simpel vprašanj, se pravi A, B, pa bo šla čez to najprej čez. Sprav, kaj imaš rajš, kava ali čaj? Kava, definitivno. Ti se v bistvu z obemi kolesi voziš, se pravi gorsko ali cestno? Ne, večinoma sem jaz cestnega kolesarstva, od majhnega, ampak ja, je bil tudi vedno gorski kolo prisoten. Takrat, ko sem še malo bolj resno kolesaril, tako bolj za treninge, ki je bila zima, no, ki je bilo premraz za cesto, recimo. Kaj boš pa rekel? Definitivno. Sprav, cestno ali gorsko? Cestno. Ja. Ko se usedeš po rundi na bajk, kaj spiješ? Pivo ali Coca-Cola? Coca-Cola. Odvisno od družbe sicer, ampak ja, Coca-Cola. Poletje ali zima? Poletje, definitivno. Knjiga ali časopis? Odvisno od razpoloženja. Aero kolo ali lahko kolo za kakšne klance? Aero. Polno vzmeteno ali hardtail? Polno vzmeteno. Ker je prehodno vreme, rajš uporabljaš dolge hlače ali kratke s podaljški? Kratke s podaljški. Morski ali gorski zrak? Morski. Pivo ali vino? Vino. Svetla ali temna čokolada? Temna. Masaža ali savna? Masaža. Ti si zdaj prišel direkt iz šihta? Direkt. Pol najbrž Giro nisi gledal? Giro sem gledal. Danes zjutraj smo po ne vem koliko cajta se spravili in smo končno tisto televizijo obesili, ki se spodob, tako da ne skozi gledal pač je del, ampak ja, z enim očem pa na televiziji. Kako se ti zdi? Zdaj? Zame, bom rekel, ja, tako pričakovano. S tistim umikom Renkota so vsi pričakovali, da bo Primož ne vem kaj naredil, pa v bistvu se je vedel, da ne bo sam, da ne bo lahka. Pismo, jaz sem pa glih kontra, jaz sem pa mislil, da bo zdaj, da bo tako dost, ne vem, zdel se mi je ful suveren, ko sem gledal zadnje etape, se mi je zdaj tako, to bo šlo zdaj pač čist prelahko. Po tistem, kar sem danes videl, upam, da je imel slab dan danes. No. Ja,
Vse bo itak tak čuden vreme skozi in mislim, se za vse isto, ne? Vse isto. Vreme je tako kaziđero, vse vemo, kako je, kaj daš pa to, ne. Klanc je bil tak, da mogoče je za une, ki imajo nek motor, je lažji, kakor pa za une, ki mogoče malo bolj grejo na strn klanc, ne. Ja. Ker na koncu je bil, mislim, da procente, ki sem gledal zadnjih par kilometrov, je bil tako 3 do 5%. Nič tacka, nič posebnega. Ja. Ja. V bistvu sem pričakoval, da bo napadeno. Ja, jaz ki sem ga videl tam, ki je šel, Ja. se pravi, ne vem, koliko je bilo, enih 6 km do konca, ki se je zadnji postavil, pa ki je vrtel, pa ki se je Ja. začel že malo bolj zibati, tam sem bil kar, ne me jebati, zdaj, kva se to dogaja. Ker ga pri njemu že prav veš, kdaj je limit in da pač, da ne more več skočiti. Da ne more več, ja. In mi je bilo kar tako, pa vidim, ko napade ajde, ko je Almeida šel, ok, ampak ko so ga imeli skozi tam na razdalji, pa ko je G šel, so se kar tako, ok, shit. Ja. To je to, lej. Ja, Bomo videli, lej, ampak ja, ta teden sej po moje bo da itak so razvili. zadnja etapa Klanc je. To me prav zanima, a bojo sploh Vešarje vozili, misliš, gor. a bojo sploh vozili s kronometrcem, a bojo šli raje z navadnimi. Težka, s kronometrca. Ja, A ti že bil gor na Vešarjah? jaz sem po procentih sem videl in tja gor, da imaš ti kilo pa pol težji bajk, to po moje Je ni kriza, variante. Ja, ker to je koliko? Povprečen naklon je koliko 12, tako Tam nekje je, ne vem. Skratka, čist too much. Eni so šli probat, pa pravijo, da je kar v smrt. Ja, vse, kar je čez 7 porosto, zame že ni več vredo. Ti rad vožeš klance? Včasih sem, zdaj težko. Dejansko zadnje 4 leta, odkar sem šel tudi tako malo bolj s poslom v ta kolesarski svet, je kolesa zelo malo bilo. Zelo malo, res. Bi si želel več, letos sem malo drugače zastavil, tako da upam, da bo. Kaj manjka ta balansa, veš. Moraš dati glavo na čisto, drugače ne štima. Drugače, ja, včasih sem rad imel klance. Koliko si pa delal čas kilometrov na sezono? Tam recimo 8, kakšen let tudi 9. Koliko imaš pa zdaj narejenih letos? Ne Da vem, vidim, če so tam. iskreno ne vem, če sem na 500. Ok, pa so tam. A, res? Mislim, da imam jih okrog 400. Dobro, lej. Hiva se ni cajta. Ja. Se veš, kako pravijo, ne. Čas je, če si ga vzameš. Ne morem si ga vzeti. Ne? Ne. Ok. Trenuten, ja, nažalost ne gre. Vse je pri meni tudi tako trenutno. Niso še stvari vse v trgovini na svoje mesto dobili. Ampak, ja, bo treba. Če sem te prav zastopil, ti si se prav 4 leta nazaj si začel za dvojem. Tako. Mi smo konci januarja 2019 odprli trgovino. Od takrat sem v kolesarstvu tudi poslovno, ali kako bi temu rekli. Meni je bila ful dobra poteza. Tako, če bi jaz odprl novo štacuno, bi jo po moje direkt na tej lokaciji, ki ste jo vi odprli. Ja. Zaradi tega, ker je direktno sprot štacune, ki ima načeloma največ parkerja. Ja. To so vsi takrat govorili, pa ne to, kako boste. Pa v bistvu smo se na koncu izkazali, da je bilo za vse dosta. Veš, jaz mislim, da tiska dobro dela, bo imel posla dosta, to kolesarstvo. Sploh na mestu, ko je zdaj kolesarstvo, da je za vse prostora dost, da naredijo svoj del. Vzamajo svoj del. Se čisto strinjam. Tako da, ja. Jaz zelo malo spremljam konkurence in se niti ne ukvarjam kaj preveč, zato ker sem istega mišljenja, kot si ti rekel. Če ti dobro delaš, pač bojo stranke prišle, pa zelo veliko gre iz ust do ust. In pa za vse je dost. Se pravi, ne boš ti, ne vem, jaz tvojega prijatelja najbrž ne bom nikoli prepričal, da začne tukaj kupati, če pa tebi kupuje zadovoljen itd. A veš, kaj mislim? Definitivno se strinjam, ja. Sem jaz tako, jaz sem tak človek, jaz sem z vsemi v redu, no.
Smo bili v redu vsi, v bistvu s fanti čez cesto, z ekstrema. Z vašimi sem v redu, v bistvu. Z Vepčkom sem v redu. Na redkih si pa. Ja, ampak super je, daj. Jaz imam rad, da se zastopimo. Ne vem, ne vidim razloga, da bi se kregal grdo gledati. Ja, jaz sem isto glih Ne, niti ne iščem. so mi poslali, ko sem naročil Sioma Pedala pri njih. Aha, Ja, tako da ja. ne vidim razloga, zakaj ne bi Točno to, v ne. redu sodelovali. Jaz sem bil v Soštecuni na Rudnik. Prvič sem bil, že na tej Naviču sem bil zadnjič, ko sem prišel, to je bilo po moje 3 tedne nazaj. Ja, Pa sem bil pa zdaj na Viču, sem bil pa, na Rudniku, Na Rudniku. sem bil pa zdaj, koliko je bilo, 10 dni nazaj, ko sem kaj si prišel tiste po, špice ko iskati, sem ne? prišel po Špica. Ja. In Šticuna je huge. Ne, mislim, je velika. Jaz, ko sem prvič stopil v ta prostor, ki je bil prazen, ne. Ja. Mislim, se vprašal še čez shit. Mislim, kaj bomo mi kle noter dali? To se pa hit zafila. Je pa res, da kle pri nas, zaloga ponudbe je res taka, da smo jo hitro napolnili. Tako da zdaj, če bi gledal, bi prej rekel, da je premehna, ka prevelika, a ne. Že razmišljamo, kaj kam postaviti. Ne znaš si predstavljati, res. Tam na Viču je bilo tako domače, tistih 200 kvadratov, vse se šliš veliko, ampak ti hit napolniš nekako tako. To je pa velik. Ampak ja, Hle, je to visok strop, da bi se lahko 2 štuka naredili ali ni? je. Ampak je to en tak poseg, da bi mogel imeti vizijo, da boš naslednjih, ne vem, 10-15 let ostal v tem prostoru. No. Da bi toliko zinvestiral noter, ker je pod stropom so vse inštalacije, veš. In ogrevanje, in klimati, in elektrika. Ja. To so v bistvu prostori, ki so visoki, pa niso bili nikoli, že v štartu niso bili narejeni za dvoetažne prostore. Okay. Ampak ja, seveda je, možnosti so. Ne, sploh, mislim, ideji že, kako to višino postaviti na to, da bo koristna, ne. Ker zdaj, ko stopaš noter, je skoraj že kot muzej, tako stopaš, že skoraj odmeva tam. Odmeva, ful odmeva, ja, sej to smo dokaj nismo zapolnili, a veš, pol s tem, ker je več predmetov, no to nekako zaduši ta zvok, ne, ampak od začetka, ja, sploh, ko smo delali, to tako z enega konca si se pogovarjal, na 10 metrov se sploh nisi slišal, zastopal, kaj je tako odmevalo vse. Je pa, ja, malo lepo je ratal, tak prostor je, sej na konca, veš, tisto energijo domačnost prostoru dajo tisti, ki noter delajo, ne sam prostor, kot je opremljeno pa to, ne. In kako pa to, da ste se odločili, da boste imeli odprte pisarne? A pisarne? Mislim, pisarne, miza tam, ki delate. Jaz sem tak človek, da rabim dnevno svetlobo, to mi je obvezno. No. Dnevno svetlobo, se kle verjetno si opazil, da oken ni, razen tistih svetlobnikov gor na strehi, so neke take 3 kupole velike gor, ki niti niso kot svetlobniki, ampak so požarne kupole, no? Ampak dajo vse neko dnevno svetlobo, pa je pa ta edina izložba taka, noter prideš, ne? In jaz iščem tako skozi dnevno svetlobo, pa moram biti med ljudmi, no. Jaz sem bil v prejšnji službi, pa vem, zadnjih 10 let, niti ne sam, ampak več ali manj z enim sem si delil zaprto pisarno, ni to zame. Ne, pač tako, jaz ko se spomnim, kako je, ko imaš konstantno farker, pa če moraš kaj tazga narediti, da moraš biti zbran, je ful težko. Pač tako, jaz vem, da, mogoče bi bil način, da bi dal slušalke gor, pa da bi zvok dal stran, ker takoj, ko slišiš neki to, ne vem, ker avtomatsko, če si tam v bistvu kot vodja, ne, ker avtomatsko pač slišiš in če kdo kaj narobe reče, moraš, to pa... Veš, kako je pri meni, tako, po svoje dober trening, ne? Da znaš to vse odklopiti, ker veš, da imaš nekaj za narediti, po drugi strani je pa, jaz kakšne take stvari, ki imam mir, jih tudi doma naredim, nimam problema.